Gospod Bergant, kaj je vaša prva asociacija oziroma kaj se vam zdi največji problem, če povežemo etiko z nogometom? Problem je ravno v tem, da tudi v nogometu ni dovolj etike. Jaz mislim, da se mora predvsem spremeniti svet. Nogomet je zelo zanimiv zato, ker je v bistvu posnetek sveta, v katerem živimo. Vsi pojavi, tudi kvarni v nogometu, so v bistvu odraz tega, da so pač kvarni pojavi zelo močni v družbi. Nogomet je pa zanimiv predvsem zato, ker v bistvu gre za najpriljubljenejšo dejavnost na svetu, torej neko igro, neko dejavnost, s katero se v bistvu lahko največ ljudi na svetu identificira. To je res neverjetno, ko greš po svetu, praktično v vseh okoljih se da pogovarjati z ljudmi o nogometu. Praktično vsi imajo do nogometa neko stališče in je na nek način neka globalna govorica, ena izmed redkih, ki nas druži ljudi na svetu namreč. Ja, mislim, da gre tukaj predvsem za prevlado denarja, ki je izničil praktično vse tiste osnovne vrednote, zaradi česar bi se naj nekdo ukvarjal z igro, z nogometom, želel napredovati, biti uspešen, ampak ne samo zaradi denarja, tudi zaradi denarja. Mora biti seveda v ospredju želja po napredovanju, želja po dokazovanju, ta kreativnost, ki jo ta igra nudi, žal je pa to zmeraj bolj v ozadju. Vidimo, da je tudi pritisk sponzorjev neverjeten na pritisk na uspeh. Če govorimo o delovni etiki, vi ste delovali tudi na Japonskem, poznamo jih kot pridne deloholike, kakšna je bila pa vaša izkušnja? Ja, za japonskim nasmehom se marsikaj skriva, ampak to, kar se skriva, je treba pa spoznati, spoznaš pa lahko, če živiš med njimi. Jaz sem to priložnost imel in zadeva je taka, da seveda za to prijaznostjo, vljudnostjo se skriva predvsem strah, ki je nekako privzgojen že iz družine, šole, ker je učitelj pritiska na otroke, ker je šef v firmi in iz strahu se na Japonskem marsikaj dogaja. Tudi ta njihova velika pridnost, ki nas zveni zelo izražena v osnovi, je pa več ali manj tudi izražena v sami prisotnosti. Namreč na treningu so igralci prisotni, vendar ne kažejo nekega velikega interesa za zelo intenzivno delo, ampak prisotni so, podobno tudi na delovnem mestu. Drugače je pa seveda pri njih ena najpomembnejših kvalitet, ki sem jih opazil, je pa potrpežljivost in pa vztrajnost. To sta pa dve lastnosti, ki sta v ospredju pri njih in ki jim dajeta tudi te velike uspehe, bi rekel, na gospodarskem, tehnološkem in ostalih področjih življenja. Če zdaj pogledamo svetovno prvenstvo v Braziliji, pred časom je bilo še nepredstavljivo, da bi se pojavile tam demonstracije proti temu dogodku. Kaj se po vašem mnenju dogaja? Jaz mislim, da je popolnoma logično, da je do tega prišlo. Namreč nogomet je sicer globalna igra, vodi ga pa Mednarodna nogometna zveza FIFA, ki se v nekaterih ozirih obnaša sicer na eni strani ekonomsko zelo logično, se pravi pač prodaja nek globaliziran proizvod, po drugi strani pa problem, da se obnaša kot nek kolonizator, kot neka multinacionalka, ki si v bistvu podreja države. Zdaj, res je, da je Brazilija ena izmed najbolj nogometnih držav na svetu, po drugi strani so pa ljudje čedalje bolj občutljivi na neučinkovito državo, na družbeno in ekonomsko neenakost v tej veliki državi. In v bistvu je svetovno nogometno prvenstvo kot nek proizvod, ki prihaja od zunaj, postalo neke vrste tarča ali pa nek simbol vsega tega, kar mnogi ljudje, milijoni in milijoni ljudi v Braziliji razumejo kot nekaj slabega, kot nekaj, kar v bistvu jih omejuje in kar jim na nek način tudi jemlje neko perspektivo. Treba je pa seveda tudi vedeti, da ne glede na to, da so odzivi zelo burni in da je demonstrantov zelo veliko, pa vendarle še vedno velika večina Brazilcev to svetovno prvenstvo podpira. Res pa je, da nihče ni pričakoval, da bo pa toliko ljudi bilo pripravljeno aktivno demonstrirati proti temu. Čeprav tukaj je treba razumeti, gre za v bistvu kombinacijo nekih lokalnih pojavov, se pravi v bistvu nezadovoljstva z lokalnimi oblastmi, nezadovoljstva z državnimi oblastmi in, kot rečeno, pač tudi nezadovoljstvo z globalno ureditvijo takšna, kakršna je, tudi v nogometu. Vaša napoved?
Jaz mislim, da ne glede na vse, da imajo Brazilci največje možnosti, da bodo zmagali, zadnje, tega so se zelo sistematično v zadnjih 2 letih lotili in jaz mislim, da bo na koncu tudi uspeh prvenstva odvisen od tega, predvsem za Brazilce, ali bo Brazilija osvojila naslov svetovnega prvaka 6. že. Ne? Mislim, da jih bi najbolj bolelo, če bi pa naslov osvojila katera izmed drugih latinskoameriških velesil, Argentina predvsem, ne? Ali pa recimo Urugvaj, ki je neke vrste moj tihi tip, ne? Med Evropejci pa se mi zdi, da bo nemška reprezentanca mogoče najuspešnejša, mislim, da ji najbolje kaže, ali pa recimo italijanska. Sam si pa seveda najbolj želim, da bi bili čim uspešnejši pa na eni strani Afričani in na drugi strani pa reprezentanca Bosne in Hercegovine, ki je, se mi zdi, v bistvu najlepša evropska zgodba, ki se bo predstavljala na tem svetovnem prvenstvu. Tako v bistvu malce igrajo tudi na mesto Slovenije. Ne? Ja, mislim, da imajo tukaj ponovno prednost južnoameriška moštva, da je tu Brazilija kot prvi favorit, tudi kot domačin, ki ne bo pustil priložnosti iz rok. Druga je tu takoj Argentina, ki ima izredno kvalitetno moštvo in tudi bo želela že zaradi Brazilcev pokazati, da so boljši. Tretja bi pa verjetno blažje prišla na vrsto kakšno evropsko moštvo, tu pa verjetno so ponovno Španci. Med temi tremi je morda iskati zmagovalca na svetovnem prvenstvu. Boste vi za koga držali pesti? Kaj posebej ne, ampak moram reči, da mi je igra Špancev všeč in da bi že zaradi tega nekako navijal za njih.